Torej, kje začeti? Jaz bom povedal eno zgodbo, ta zgodba je moja zgodba. In sicer prihajam iz delavske družine, kjer sta me oče pa mama učila, da je delo res vredna vrednota. Mislim, kakršnokoli delo že je spoštovanje vredno. In se spomnim, da jaz sem bil tak, da sem vse posod delal, imel sem ful te energije. Občutek sem imel, da svet lahko primem z eno roko. In tako je bilo tudi takrat, ko sem delal na krvavcu. Sem razbremenil starša, sem delal prek študentskega servisa in tisto zimo sem res delal na krvavcu, imel sem že 50 dni za sabo. Bila je sobota zvečer, zaključil sem svojo službo. Sem prišel do šefa in sem rekel, poslušaj Gregor, ponedeljek pa ne moram več delati, zaradi tega, ker obvezne vaje na faksa po profesor zahteva prisotnost. Rekel, lep Primož, veš kaj, tukaj imam kadrovsko stisko, kaj če bi ti še ponedeljek delal? Hitak, meni pa ful težko ne. Sem rekel, prav, ok, bom še stisnil ponedeljek, sem že upravičen neki. In res pride tisti ponedeljek leta 2008, 25. februar, ura 9:45, vozil sem se iz Voha, najbrž poznate, kje je na krvavcu, in hotela levo, čudovit dan, brez vetra, brez oblaka, sončen, topel, mogoče malo preveč topel za tisto zimsko jutro. In delam zavoje, levo, desno, levo, desno, svoboda, sam na krog. In v levem zavoju me preseneti južen sneg. Sledi padec. Padec se ostal, prim se zamrežal, držim se. Probam stati ne gre. Pogledam pod sabo za mano hlop. Držim se zamrežal, probam stati ne gre. Kaj je to? Odpopka navzdol, vrlinci občutek tako debelih nog. Začnejo me boleti roke. Nisem se mogel dvigniti. Takrat sem začel klicati na pomoč. Do mene pride smučar, prav da je zdravnik, mi da oporo na hrbet in reče, ne premiki se. Takrat pridejo reševalci, začne se mobilizacija, naložijo me vaki, tako nekaj dalje slišim, ja, najbrž je poškodba hrbtenjača, da mu biti previdni. Peljem me v dolino, pride helikopter, opa, helikopter, tukaj izkušen sem pa da sem vedel, če pride helikopter, da je neka poškodba huda. Iz helikopterja vršilca v klinični center v Ljubljano, takrat se začne postajati ful utrujen. Tako utrujen, da sem hotel samo zaspati. Nič me ni bilo. Sem zaspati sem hotel. In zaspim. Zbudim se. Bil tretji dan zvečer. Od trtice do glave sem občutek, kot mi tako debelo štango kovinsko zabito. Bolelo me, ful me je bolelo. Pogledam po sobi, steni se začnejo premikati, barva se spreminja, občutek imam, da sem pod vodo, sprašujem, kje sem, kaj se dogaja z mano. Medicinska sestra pride do mene, mi govori, Primož, umir se, v bolnici si, imeli si operacijo. Po 14 dnevih mi spustijo narkotike. Ostanem malo trezno razmišljam, spomnim se, ležim v posli. Do mene pride kirurg in me je operiral, super človek. Soseda me rov posle in reče, Primož, to je smučasta poškodba. Skojaj, veš, poškodba je bila kar huda. Pa so pa komu tam oddelal zdaj govori. Pa saj sem padel. Pa mi začne naštevati. Zdrobljeno 11. prstno vrtence, zdrobljeno 4. ledveno vrtence, multipli zlom reber, 3 po levi strani, 4 po desni strani, udarila so v pljučni prostor, predrla bila pljučna krila, počela limfna žila, začeni notrni organi, kri v mehurju. Jaz tako, fuck, komu tam del to govori, sem padel. Ampak takrat sem občutek, da sanjam, da sem v neki nočni mori. In še danes pravim, če bi okna 2 metra bliže vse kar čez vrh, zdaj, da se hotel zbuditi iz tega, ker to ni moje življenje. Po 24 letih imel sem cilje, vizijo, tako kot sem rekel, svet za eno roko lahko držim. In v tistem trenutku, ki mi je to povedal, kar nekaj to vse skrb se suje v prah.
nimaš nič, si na začetku. Takrat sem nekaj najdel vse tisto moč in sem zahteval psihologa. Sploh ne vem, od kje mi je to prišlo, ampak rekel sem, ali lahko dobim psihologa. In kaj sem dosegel s tem, vse te črne misli, ki sem jih naberal v sebi, vsa ta negativna energija, ki so meni zberala, sem hotel dati ven. Hotel sem postati nepopisan list, začeti zgodbo na novo. In takrat v tistem trenutku sem se odločil, da bom iz te situacije potegnil maksimum. Izbral sem življenje. Rekel sem, živel bom, dokazal sam sebi, da živim. Pa tudi če obolelo. Ni enostavno. Po 6 tednih kliničnega centra, 4 meseci, uri Soče, naučiti se vse znova. Služba, ki me je čakala, me ni več čakala. Prideš v domače okolje, te kvazi prijatelji zapustijo. Ful boli, ko hodiš po ulici in vidiš tiste poglede, ki te prebadajo. To je kasulica, pa bi te sulica zapela. Ampak kaj vam hočem danes povedati? Danes vam hočem povedati ne to, da sem padel, pa sem imel nesrečo, pa se mi je travma zgodila, ampak da sem bil slep. Delal sem vse, ampak nisem živel. Zakaj smo ljudje taki kreteni, da začnemo ceniti nekaj takrat, ko izgubimo? A veste, koliko je čudovito življenje, ko ga začnete enkrat živeti? A veste, koliko je čudovito, ko si vzameš čas, greš do prijatelja, pa 5 minut, se z njim usedeš, malo pokravnaš. Koliko je čudovito, ko rečeš osebi, da imaš rad, iskreno, da imaš rad. In kar naenkrat, ko svoje misli tako uretiš in začneš pozitivno razmišljati, kar naenkrat ta negativna energija, ki je okrog tebe obdana, kar naenkrat zgine. Ti postaneš ful čudovita oseba in vsi hoče biti zraven tebe in ful fajn. In to začneš dajati nazaj. Sam sem rekel takrat, da leto sem zapravil, če nisem v tistem letu naredil nekaj nemogočega, nekaj ful velizga, nek preboj. Verjamete, če me bo to vprašalo, ko se bo končalo tale predavanje, vam lahko povem, da po vsakem letu od nesreče sem naredil nekaj velizga. Če povem za zadnji 2 leti, leta 2015, so se ženo poročila po televizijski poroki. Če me vprašaš takrat pred nesrečo, nikoli sem bil prijavil na poroko. V letu 2016, najbrž kdo ve iz vas, Paraolimpijske igre. Kot prvi ročni kolesar iz Slovenije sem nastopil na Paraolimpijskih igrah. In to so bile sanje. Jaz sem bil športnik že od malih nog. In to so bile moje sanje, da doživim enkrat to največje tekmovanje. In to, da prideš na Paraolimpijske igre, to doživi le peščice ljudi na tem svetu. In to srečo sem jaz, da sem tudi jaz. Mene zelo skrbi, ko hodim tako po ulici, pa gledam ljudi, kako so bedni. Kako se obremenjuje s problemi, ki to sploh niso. Pa ni to všeč, pa imam preveč kil, pa sem presuha, pa nisem uno, pa nisem tega naredil, pa danes nisem fruško, pa bom jutri fruško. Pa zakaj? Zakaj se s tem obremenjuje? Jaz recimo imam zase, ko me veliko to vprašalo, te Primož povej, kaj bi si rekel pred 20 letih, da se ti ne bi to zgodilo? Pravim, pa kaj če mi se sprašovati, kaj bi ti rekel pred 20 letih? To je pa to je prežvečena zgodba. Mene zanima, če ta trenutek tukaj zdaj dobro živim. A vas to zanima? A pa veste, kaj jaz zanima? Jaz se postavim v leto 2073, tam se star 90 let. Poln modrosti, poln delnih izkušenj in takih in drugačnih. In se tlej gor se jaz vprašam, Primož, a ti dobro živiš? A si dobro živel? A si imel rad svoje otroke? A si jim predal svojo modrost? A si rekel svoji ženi velikrat, da jo ljubiš, pa to iskreno mislil? A si naredil življenje za tisto, za kar si bil poslan? Zato, dragi moji,
Jaz vam danes ne bom nakladal, kako morate vi živeti. Ampak povem vam pa sem nekaj. Ne življenje živeti zato, da ga boste preživeli, ampak živite zdaj, tukaj, te trenutke in začnite živeti življenje. Hvala.